Zdravo. Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Mineva leto dni od Pahorjeve zmage na volitvah, v znamenju delavskih protestov in poskusa zamrznitve pokojnin. V Muri so delavke ustavile stroje in zahtevajo odstop nadzornega sveta. V državnem zboru pa je predsednik vlade Borut Pahor takole ocenil prvo leto mandata. Ja, pred letom dni je Socialnim demokratom prvič v zgodovini uspelo zmagati na parlamentarnih volitvah v Sloveniji. Kdo bi utegnil reči, da je bilo to slabo za stranko, ker je prevzela odgovornost v najtežjih časih. Jaz pa pravim, da je bila to sreča za Slovenijo. Gospod premier, srečo vam od srca privoščimo in želimo si, da bi jo lahko delili z vami. Vlada je po Pahorjevem mnenju prevzela krizno reko s pomočjo izjemnega občutka za ravnovesje. Čeprav ni povsem jasno, na katerem bregu reke smo trenutno obtičali. Mislim, da smo uspeli z našim pogledom na pomen ravnovesja med družbeno pravičnostjo, solidarnostjo na eni strani in konkurenčnostjo, brez katere ni napredka na drugi strani, preveslati to izjemno težko leto, ki je pred nami, ki je za nami in je še pred nami. Če je reka pred nami in je reka za nami, smo mi sredi krize. Aha, najhujše še pride. Glede na to, da se recesija počasi bliža koncu in da lahko pričakujemo, da se bodo znova dvignila izvozna naročila, kar je bil eden od ključnih razlogov za to, da smo beležili padec domačega proizvoda, potem lahko rečem, da se verjetno bližamo dnu krize in da smo tudi po napovedih iz tujine priče v prihodnosti, v prihodnjih letih, času neke stagnacije. In kakšnega mnenja je predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša, ki je najprej odgovoril na Denisovo vprašanje o spraševanju. A vas bomo lahko tukaj vprašali ali samo izjava, gospod Janša? Bomo kaj vprašali. Kako se da to z vami, ne da bi kaj vprašali? Predsednik SDS je prepričan, da je za nami leto prelomljenih predvolilnih obljub, enormne zadolžitve in nekompetentnega spopadanja s krizo. Od vseh ključnih obljub, ki so bile dane ob začetku mandata in tudi pred volitvami, niti ena ni uresničena. Zato sledi vprašanje: Ste vi v SDS-ju in vi osebno pripravljeni takoj prevzeti vajeti vlade, tudi vi kot premier, če pride seveda do razkola v koaliciji, ki bi sledil krizo, da razpade? To so hipotetične vprašanja. Pa vendarle ste pripravljeni verjetno odgovarjati na to? Imam težave odgovarjati na takšne vprašanja. Če pa govorite zdaj o predlogih in o sami vsebini, tisti, ki ste spremljali prvo javno plenarno sejo našega strokovnega sveta prejšnji teden, ste videli, da imamo za vsa področja odgovore na ključne vprašanja. Veliki vodja je v pripravljenosti. V obrambo sedanji vladi je o dediščini prejšnje vlade nekaj besed povedal predsednik zares, minister Gregor. Ob tem, ko je kriza samo po sebi povzročila precejšen izpad proračunskih prihodkov in pahnila v težke razmere mnogih ljudi, je približno v enaki meri država bila poškodovana tudi z predvolilnimi, nerealnimi in samo predvolilno motiviranimi obljubami prejšnje vlade. Samo plačna, pa nesrečena plačna reforma v javnem sektorju ministra Viranta stane državo 500 milijonov evrov, ki jih nima od kje vzeti. Povedal je tudi, da na svetu nobena država ni iznašla modela za uspešen spopad s krizo. Priznal pa je tudi napako. Bili smo v resnici premalo uspešni pri predvidevanju togosti komercialnih bank glede odpravljanja kreditnega krča in kljub dobrim instrumentom vlade, res da pozno sprejetim, ampak vendarle dobro ocenjenim, ta kreditni krč še ne popušča v zadostni meri. Veliki vodja opozicije se je odzval na vladni predlog sprememb družinske zakonodaje in ob tej priložnosti povedal svoje mnenje o porokah med istospolnimi partnerji in njihovi pravici do posvojitve otrok. Jaz osebno zdaj govorim o svojem mnenju.
stranki do tega še nismo zavzemali stališče v tem zadnjem času, tega ne mogu podpreti. Mislim, da pač je to nekaj, kar po nekih naravnih zakonih ne sodi v slovenski pravni red. Minister Gregor pa nič. Mene nediskriminacija ne moti. O javni tribuni glede apolitičnosti študentov vabilo dneva Zala Princ. V okviru novega projekta na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, imenovanega Civilno-družbena iniciativa, se bo jutri, v sredo, 23. septembra ob 16. uri, v veliki sejni sobi hostla Celica izvršila javna tribuna, namenjena diskusiji med mladimi aktivisti, prostovoljci, kritično naravnanimi ter tistimi, ki to še želijo postati. Stopnja zanimanja in sodelovanja mladih na političnem in civilnem področju namreč kaže na vedno večjo pasivnost in nečimrnost tega sicer tako pomembnega dela slovenske družbe. Nosilci potenciala za družbene spremembe so v dobi novih življenjskih vrednot, kjer narašča individualizem, pozabili na odgovornost sočloveka, ki se izraža ne samo na političnem, ampak tudi in predvsem na socialnem področju. Glavni cilj dogodka je tako izmenjava mnenj o sodobni politični apatiji, pomanjkanju aktivističnega in kritičnega impulza, družbene odgovornosti in lastne iniciative med mladimi. Ker trenutno stanje duha ni zadovoljivo, se bomo poskušali prebiti do idej o rešitvah ali vsaj smernic, ki bi vodile do sprememb. Ob tem pa bo rdeča nit tudi povezovanje posameznikov in projektov, spodbuditi sodelovanje med sorodnimi društvi, organizacijami ali skupinami ter izboljšati informiranost in pretok idej. Torej, če so se začeli prebujati delavci, zakaj se naj bi še mi, mladi? Budilka začne zvoniti jutri ob 16. uri v hostlu Celica. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Na vesti smo o prvi obletnici mandata Pahorjeve vlade in spontanih uporih delavcev v slovenskih tovarnah s ponosom objavili nov hit nove rap zvezde Smalltalka z naslovom Smalltalk gets a gangsta wilze. Smalltalk vam tokrat svetuje, kako kupiti avto recesiji navkljub. Mojstrovino si velja ogledati v celoti. Kaj je, zdaj smo spet to z mano hangsta reperjem, Smalltalk mi je ime in repam za vse une, ko so privilegirani. Je recesija, tako se ne bomo dali. Nimamo dosti soldov, lahko sem si kupil nov avto. Če bi delal v Muri, mi ne bi ratalo, tako imam pa novi Seat. Imam kranjske tarhe, nič hudega, ker tu sem zato, da ne bi vedeli, da sem jaz oddol in da bi... Kaj je? Imam medaljo zlato, je sicer iz majskih iger, smo bili prav tretji v košarki, je bilo dosti ekip, jih je bili so oni. Kaj je? So umrle čebele, je težko življenje. Kaj je, Še vreme, kot bi rekel naš Smalltalk, čas je za velike nakupe. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile še ene krizne vesti na vesti. Pa nasvidenje.